spoštovani gospod Omejko, poučujem na pedagoški fakulteti, moje strokovno področje znanstvena eklanistika, literarna veda, oziroma mladinska književnost, pravljice in slikanice. Torej, izhodišče današnje predstavitve je dejansko mladinska literarna veda. Že v naslovu sem omenila, da Hieronim sodi v tako imenovani celovnikovo besedilo, sodi v mednarodni indeks, svetovni indeks pravljic in je dobil tudi svojo posebno številko, ki jo bom predstavila. ATO je akronim za tri velike znanstvenike, Arne, Anti-Arne, Steve Thompson in Hans-Jörg Guter iz Nemčije. To je mednarodni, če lahko žargonsko rečem, šifrant pravljic. Drugače mednarodno priznan indeks in vsaka pravljica pravzaprav ima svojo številko. Ko sem se začela itak se ukvarjam s pravljicami v mednarodnem kontekstu in pravzaprav ta pravljica ali basem, ki je pripisana Hieronimu, obstaja že prej, vsaj v 5. stoletju pred našim štetjem, torej v antični literaturi, in to je značilna potovanja, recimo ali tipa, literarnega tipa, ki pravzaprav iz antike potuje od mitov, basni, kasneje pa tudi se spominja pravljicami. To so tudi knjige, pravzaprav mednarodnega indeksa pravljic, ki ga je napisal imeniten kolega Hans-Jörg Guter. V prvem delu, prva in druga knjiga je seznam, šifrant pravljic, tretji del pa vsebuje zelo dragocen indeks pravljic. V tem indeksu se opravičujem v angleščini, sem kar pustila originalno besedilo. Hans-Jörg Guter, ki je imel veliko pomočnikov in pravzaprav to pravljico označuje številko ATO 156 in jo omenja pod naslovo Androkletilev, tudi prejšnjo poimenovanje iz Guterjevega indeksa, trn izdrt iz levove šape ali tace, ki pravzaprav je ta pravljica sestavljena iz treh, on jo nakratko opiše, predstavi si že in pravzaprav to je pomembno, da se zapomnimo, ker te tri stanice lahko najdemo v antiki, v srednjem veku in tudi v popolnoma sodobnem času. Boste videli tudi v popkulturi. Torej, pastir izme trn iz levove tace ali šape in potem kasneje pravzaprav, ko bi moral biti žrtvovan ta pastir, ko ga vržejo v levjo kletko, pravzaprav ta lev prepozna uslugo, ki mu je naredil ta pastir in mu povrne s hvaležno gesto. Tukaj pravzaprav vidimo tudi povezavo z Aristotelom in njegovo politiko, kar poznamo anodimrazijsko ključno trenutku. In pravlični tip, ki se povezuje s Hieronimom, pravzaprav na koncu sledi, ker mora pravljice imele srečen konec, se povezuje, da potem cesar nagradi oba in pastirja in tudi leva. Vendar Hans-Jörg Guter navaja pravzaprav variante tega osnovnega pravličnega tipa, ki se je pravzaprav razširil. Lahko, ker vsaka kultura ne vsebuje leva, žival, potrebuje pa funkcijo živali in ta žival je lahko, recimo lahko je volk, tiger, ki vidimo pravzaprav povezano z Andijo in Azijo in indoevropski motiv. V Evropi je pa zelo pogosta dvojica tandem, pastir in medved, kasneje pravzaprav ob koncu 19. ali 20. stoletja pravzaprav vidimo prenos z moškega literarnega veka na ženski literarni vek. In ta pravljica dobi tudi svojo varianto. Osnova je hvaležnost,
in recimo hvaležna žival, štorkla in žaba se povabita na kosilo, štorkli se zatakne kost v grlu in ji pravzaprav druga književna oseba ali personificirana žival pomaga. Hans-Jörg Utter, osnova je motiv hvaležnosti. Hans-Jörg Utter kot literarni navaja srednjeveško knjigo. Zdaj, na koncu vam bom pokazala, ker pravzaprav tudi ZRC SAZU ima imeniten projekt, ki se imenuje Prostor slovenske literarne kulture. Tudi v Moku lahko najdemo mapping in tako imenovano Cankarjevo vesolje. In če pogledamo ta pravlični motiv, osnova je pastir ali oseba 2a, potem je žival najbolj skoraj vseh kulturah. Vendar se ta žival spreminja, tudi moški literarni X se spreminja, da bom pokazala, tudi kasneje mapping uživa. No, recimo že v antični literaturi, tudi mimo Hans-Jörg Utterjevega indeksa, lahko najdemo pravzaprav dve Ezopovi basni, na to temo Androge in Lev, vendar tudi Suša imena. Ponavadi je to oseba, ki ni kraljevskega porekla, ampak je preprosta oseba, lahko je tudi puščavnik ali pastir, šibkejša oseba, ki pomaga živali, kasneje živali, vrne to uslugo. In tukaj to je tipičen motiv, in kasneje tudi pojasnila zakaj, ki potuje in zapite preko srednjega veka, pravzaprav in tudi se postavi v novem veku, vendar kot pravljica za otroke ali za mladino, ki je prisotna čisto vseh jezikih. Kaj je pravzaprav tudi spoštovana kolegica Monika Krope-Dela, ki dela v tej stavbi na ZRC SAZU-ju in dela tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Prvi del je napisan, tipni indeks slovenskih živalskih pravljic in pravzaprav omenja tudi ta motiv in 3 slovenske variante. Vidimo, da je ohranjen pastir, da je ohranjen lev in tudi tlar. Zanimivo, naslednja varianta je pa hvaležni medved. Torej vidimo, da funkcija oseb je ista, vendar se spreminja pravzaprav socialni sloj oseb ali pa tudi žival, ker potem recimo žival pomaga, recimo mati ima v zibki otroka oziroma medved pride k materi in ji pokaže, da ima v taci trn, ona mu izpuni ta trn, on vzame zibko, prazno zibko in jo odnese, mati se ustraši, na koncu pa prinese zibko, polno zlatih hrušk ali nečesa drugega. In torej vidimo pravzaprav tudi iz Aristotelove poetike stopnjevanje, kulminacijo in na koncu pravzaprav prepoznavanje anagnomije. Tudi pravzaprav namesto leva ali medvede so tudi različne druge hvaležne živali, ki so hvaležne svojemu dobrotniku. Kako si pravzaprav razložimo, da je ta motiv pravlični tip ali motiv, kot rečemo v literarni vedi, star 2500 let, da se je dejansko prijel v vseh kulturah. Zato, ker je pravzaprav biti hvaležen, biti dober, dobrega srca, to so univerzalne človeške vrednote, nadčasovne vrednote, vezane čisto na vsako kulturo. Kaj je pa zanimivo? Ta pravljica, tako bi jo lahko poimenovali na osnovi teorije Maxa Letija, to je evropska pravljica, ki je razširjena tudi po celem svetu, dobi tudi svojo antipravljico. Torej nehvaležnost. To je pa zelo zanimivo pravzaprav, ker pomeni, da sta hvaležnost pa nehvaležnost oba motiva izjemno pravzaprav neke vrste binarna. Tukaj sem izpisala, kaj bi lahko našli tudi v tej Hieronymovi pravljici, dajalec, prejemnik. Torej vidimo, da obstajajo tipične binarne situacije,
personifizirajo dobroto kot osebo in pravzaprav hvaležnost tudi kot osebo, ki se med sebojno pogovarjata, vendar ni te recipročnosti. Vidimo, da gre tudi za nehvaležnost. To pravljico za otroke, ki jo je priredila Kristina Ring, zapisal je pa Franc Kotnik celo v 19. stoletju, je pravzaprav ta hvaležni medved, ki prinese te sladke hruške, da se zahvali tej materi. To je zanimivo, ker vidimo pravzaprav v 19. stoletju, posebej v 20. stoletju, preide funkcija glavnega moškega lika tudi na ženski literarni lik in tukaj pravzaprav vidimo tudi podobo otroka in vidimo, da se spominja naslovnik. Prej so bili naslovniki odrasli, sedaj so pravzaprav naslovniki otroci. Zanimivo, ta pravljica je dobila, tukaj imamo tudi iz angleška, hvaležni pes, zanimivo pravljico, ker je tudi pastir Miha, zanimivo v koncu 19. posebej začetku 20. stoletja, ta pastir ali hieronim pravzaprav dobiva ljudska imena. Miha, pastir Miha, vprašanje, če je jasno, da je to osebno ime, lahko je tudi pravzaprav ljudsko ime in je tukaj daljša pravljica za otroke. Tukaj je pa naslovnica te pravljice in leta 61 hvaležni medved. V tej priložnosti bi omenila, tukaj sem predvsem analizirala ljudske pravljice, je pa izjemno zanimiva Andersenova pravljica Hvaležni medved. Verjetno motiv poznate iz različnih kultur in pravzaprav gre za popotnika, ki potuje, je nižjega socialnega porekla, vendar se vedno nižje socialnega porekla se povezuje s dobroto. Da ljudje imajo dobro srce in kot ta popotnik hodi po poti, vidi nepokopalnega mladiča, da pokoplje z vsem spoštovanjem in dignitetom, potem gre po svoji poti naprej in zanimivo, ta funkcija tega mladiča, on postane čarovni darovalec, čarovni pomočnik in temu popotniku pravzaprav tudi pomaga. Vidimo, da ta žival, ta lev, ki je včasih tiger, ki je včasih medved, tudi postane pravzaprav hvaležni mladič in vidimo, da je v osnovi še vedno hvaležni. Tukaj sta tudi struktura te basni oziroma legende in pravljice pravzaprav vsebuje te stalnice. In to je oseba A je hieronim, to je oseba B, lahko je že drugo bitje, mora obstajati in potem obstaja pravzaprav ena vzajemnost. Včasih tudi je funkcija lažnega junaka, recimo se oseba A ustraši živali in tako naprej, misli, da je žival nasprotnik, v bistvu je pa žival obratno, potrebuje človeško pomoč. Pravljica je tudi zato zanimiva, ker je socialna. Obravnava sociocentrizem, obravnava univerzalne človeške dobrote in profesor Jack Zipes, ki je tudi 4-krat bil v Ljubljani in je eden izmed največjih svetovnih teoretikov na področju pravljic, je v svoji teoriji govoril o meneni. No, pravi, da obstajajo pravlični virusi ali geni, on jih imenuje gen, Cassio Rutter iz Nemčije jih imenuje tip. To so pravzaprav arhetipi ali pratipi, ki se, zato ker so relevantni za vse kulture, za vse narode, zato so sposobni, da se selijo iz ene kulture v drugo in se tudi prilagajajo tej kulturi. Torej, dve vrednoti sta pomoč in hvaležnost. Ali vzajemna solidarnost, a veste, ampak ne tista koristoljublja, ampak v bistvu dobrota je sama po sebi dobro dejanje. Potem osnovi je ta njena skladba, na osnovi tudi Vladimirja Groba, je ponovljiva, ima odbor
jedro zaključek. In pravzaprav se jo da tudi zapomniti. Tudi, če nekdo pozabi, da je hieronim, da je puščavnik, da je pastir, povedno pravi eno osebo, ki bo pomagala drugi osebi in druga oseba vzajemno pomaga prvi osebi. Pravzaprav gre za univerzalno etično vrednoto, ki je značilna človeška vrednota. Zdaj pravzaprav, zakaj pa pomeni tudi pouk o književnosti branjen pokuček vlastnih legend in pravic, pravzaprav ravno to je primer ene pravice, ki izziva empatijo. Če otroci poslušajo tudi študenti in pravzaprav vidimo rečemo čustveno opismenjevanje, je ravno ta empatija je pogoj za altruizem, da smo sociocentrični, vendar ne da bi mislili na kakšno povračilo, ker je dobro videti drugo. John Mills razvija eno zanimivo teorijo, da ne samo, da smo homo sapiens, ampak smo tudi homo narcis, da radi pripovedujemo zgodbe in da je zgodbe potrebno pripovedovati zaradi prenašanja ne samo tradicije, ampak tudi teh vrednot. Ravno ta pravica je tipičen primer, da smo homo narcis, da jo lahko zasledimo v vseh kulturah. In pravzaprav profesor Jack Zipes ravno ne o tej pravici, ampak on razvija poligenetsko teorijo pravic, ker brata Grimm, ko sta zbirala v 19. stoletju pravice, sta jih naslovila nemške pravice. In sta bila popolnoma razočarana, ko sta ugotovila, da nemške pravice niso nemške, ampak da vsebujejo druge prvine. Ker v bistvu to so te monokulturne teorije, mi se včasih malo pohecamo pa rečemo, to so monokulturne iluzije. Niti ena pravica ni monokulturna. Zato, ker se ukvarjajo jaz sem zagovornica poligenetske teorije, ukvarjajo se z antropološkimi vrednotami in se prenašajo, to so splošni človeški problemi, prihajajo tudi po indoevropski poti in pravzaprav migracijska pot. Pravice imajo to migracijsko pot, danes je Erasmusova pot, malo se hecam. Pravice so tudi mobilne, zato so se tudi lahko jih najdemo vseh kulturah. Tukaj bi nam mogoče samo za konec pokazala ta maping, v katerih vseh kulturah pravzaprav najdemo ta pravlični tip oziroma pravlični motiv, ki je sposoben tako kot tudi, da se zaljubi, odljubi, in tako naprej, ker včasih v katerih kulturah vidimo pravzaprav, da se ta motiv združi s drugim motivom. Ali pa da izgubi kakšne značilnosti prvotnega, vendar ohrani univerzalno jedro. No, upam, da sem bila